Lepo pozdravljeni v prvi oddaji z naslovom Splet besed. Moje ime je Lučka Zorko in oddajo pripravljam skupaj z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota. Zdaj, v oddaji smo se nekako odločili, da bomo seveda spletno oziroma preko spletnih medijev gostili mlade avtorje in pač z njimi pripravili en kratek sproščen pogovor. In danes tukaj gostim Heleno Zemljič, pesnico, slovenistko in še marsikaj drugega. Helena, lepo pozdravljena. Dober večer. In hvala za povabilo, seveda. Kako si? V redu. Božični prazniki so sedaj malo drugačni, ampak ravno prav mirni za moj okus. Ja, hvala, enako. Torej, Helena, jaz te bom predstavila zdaj, toliko, da pač naši poslušalci malo dobijo vtis, kdo si. Torej, rojena leta 1995 v Mariboru, študirala filozofijo in slovenski jezik ter književnosti na Filozofski fakulteti. Tam si tudi urejala literarno jezikoslovno revijo Liter jezika. Prve pesmi je pričela objavljati na spletnem portalu pesem.si, kjer trenutno tudi urednikuje. Sodelovala je tudi na Mladih rimah v Mariboru in Ljubljani. Njena poezija pa se najde v Litru jezika, Novem zvonu, Spirali, Poetikonu, Mentorju, Apokalipsi, Dialogih, spletnem portalu pesem.si, Poezis, Lokuciju, MKC Črka in tudi različnih zbornikih. V letu 2017 je prišla v ožji izbor natečaja Urška. Dvakrat se je uvrstila med 12-terico pesniškega turnirja. Konec leta 2016 pa je v soavtorstvu z Alešem Jelenkom in Nino Jančič izdala pesniško zbirko Kontejner. Tako da, Helena, glede na tvojo mladost, je to že kar nekaj. Mislim, objav, zdaj, ko sem brala, kje vse je tvoja poezija objavljena, ni malo, glede na pač na tvojo mladost, pa bi te vprašala, recimo, mislim, te objave, pa to, kako je s tem? Kar pošlješ, objavijo? V bistvu kar večina objav, razen pred kratkim, je že izpred nekaj let. Najprej sem začela objavljati na pesem.si, torej, kjer sem dobila tudi prve feedbacke. Tam sem se srečala z različnimi ljudmi, našla mnogo literarnih delavnic in to je potem vodilo tudi do odkrivanja literarnih revij. Takrat na začetku sem si mislila, zakaj pa ne, pač literarna revija je, lahko pošljem tja. Ja, in pri nekaterih so pač nekatere moje pesmi res objavili. Sedaj sem pa mnogo bolj previdna s tem, oziroma, kako naj rečem, bolj premislim, preden pošljem poezijo kamorkoli, ker se mi zdi, da moram res nekaj pokazati, pač veliko bolj se potrudim, no, za tiste pesmi, ki jih res pošljem, ki jih objavim, da so res dodelane, da lahko potem stojim za njimi. In zato mogoče zadnje čase tudi manj objavljam in bolj previdno, no. Ni pa za, ne vem, pač za revije, ki si jih naštela in pri katerih sem jaz tudi objavljala, so to večinoma revije ali portali. To so vse revije, kam lahko pošljati poezijo in moram dobiti samo objavljati tudi pač
neko kritiko, pohvalo, nekaj, kar ti pač koristi potem v nadaljnje. Ja, no, saj dejansko je tako, da se nekako tudi pesniška scena se začne malo tudi obračati proti mladim in so jim tudi večkrat ponujene tudi kakšne mogoče delavnice kreativne, pač dosti je tudi tega srečevanja generacij, kar morda prej ni bilo v tolikšni meri. No, zdaj malo te bom mogoče še pobarala glede tvojega prvenca z naslovom Kontejner. Zdaj, če sva že pri teh objavah, zdaj to je tvoja do sedaj edina monografska publikacija. Pa malo toliko, da morda gledalci dobijo občutek, zdaj izdala sta jo skupaj z soavtorjem Alešem Jelenkom, je pa Kontejner zanimiv z enega vidika, in sicer, da sta dva avtorja, ampak dejansko pač v sami zbirki nikjer ni napisano, katero pesem je napisal kateri avtor. In ne vem, kje je tu sploh ta pesniški jaz, oziroma kako sta se tega lotila, kakšna je filozofija za tem in kako mogoče imaš danes glede te knjige občutek? V bistvu smešno je, ampak z Alešem se še nisva tako dolgo poznala, preden sva midva se odločila, da bova karkoli napisala skupaj. To je bila pač res neka taka eksperimentalna ideja, kaj pa bi midva poskušala napisati neko celoto, za katero lahko oba stojiva. In najlažje je ustvariti celoto iz dveh različnih poetik, preprosto tako, da se odločiš za neko formo, za neko temo in potem pač poskušaš nekaj ustvariti. Jaz sem bila na začetku zelo skeptična do te ideje, ampak ne morem verjeti, uspelo je in se mi zdi, da sva res uspela narediti točno tisto, kar sva želela. Sama ideja o neavtorstvu pesmi, oziroma da ne bova pripisovala avtorstva nobeni od pesmi, pa sva v bistvu dobila od urednika, ki ga je takrat poznal, oziroma ga je kontaktiral Aleš, Robert Citan Felix. Pač njemu se je zdela ta najina ideja zanimiva, tiste pesmi, ki sva jih poslala, in potem je predlagal, da bi se dalo to narediti res dobro, da bi bilo to najboljše narediti, da ne bi bilo nobenega avtorstva. Potem smo morali minimalno popraviti pesmi, da se ne kaže pesniški subjekt, torej ženski ali moški, ampak nisva veliko popravljala, se mi zdi. Tako da v bistvu ideja je nastala spontano, sama ta konceptualna celota pa je potem pač prišla z nekim brušenjem tekstov. Kako se sedaj do tega počutim? Zdi se mi res uspel eksperiment. V smislu, da sem se takrat priučila nekega načina pisanja, ki se ga sicer ne bi, ker to ni čisto moj način. Sicer se prepozna, pač ljudje, ki so brali knjigo in dobro poznajo moje pisanje, so ugotovili, katere pesmi so moje, katere so njegove. Ampak se mi zdi, da se s tem, ko se vržeš v nek drug slog, neko drugo formo, ker jaz sploh ne pišem drugače v kiticah in mi je bilo to pač izjemno težko, da te res nekaj nauči. Mislim, predvsem se mi zdi to zelo zanimiva izkušnja z vidika, da sem od takrat morda veliko bolj fleksibilna pri svojem pisanju. Sem pa seveda ponosna na knjigo, ne bi zdaj rekla, da kaj sem počela takrat, to je čista beda. Pač če tudi nisem ponosna na vsako pesem, se mi zdi, da sva takrat naredila pač največ, kar sva znala.
Ja, saj dejansko avtorja določa opus, ne ena sama pesem. In kar se tiče recimo tega eksperimentalnega vidika, da nekako avtorja v bistvu pomešaš dve poetiki, se mi zdi tudi en taki, kako bi rekla, malo tudi posmeh temu času, ki je v bistvu zelo naklonjen eni mistifikaciji oziroma povzdigovanju avtorja. Ker dejansko je dandanes že avtor skoraj blagovna znamka. In pač avtorji so tudi, imajo eni kar velik ego glede svojih pesmi, mogoče so pozitivni na to, in ravno taki projekti mogoče to malo vse skupaj uravnotežijo. Zdaj, ko si omenila mogoče urednika Roberta Titana Felixa, smo mi tudi pred leti, dolgo nazaj v bistvu, delali en podoben projekt, kjer smo pa skupaj napisali roman. In je bilo dejansko 10 ljudi, je spisalo skupaj en roman in smo pač tudi naredili fiktivnega avtorja, Amirja Bora, to je anagram iz Maribor, in smo tudi pač roman dali na trg in so dejansko ljudje pač verjeli, da je to napisal Amir Bor. Tako da to je recimo tudi podoben projekt, ki pač kaže na to, da dejansko je jezik zelo skrivnostna stvar, s katerim pač se da marsikaj narediti, ne. Ampak ja, kot praviš, je tudi odlična učna doba, pač tudi mogoče za veščino samo, ne. Ja, zdaj tudi sama si rekla, da recimo, okej, kontejner, pač prvenec, en drugi način pisanja. Zdaj, kontejner je tak, je zelo zabaven, zelo duhovit in tudi zelo, zelo angažiran, pač družbeno angažiran, kar seveda dobro angažirano poezijo itak vedno pač potrebujemo oziroma je vedno dobrodošla. Ampak si mi pa sama pač povedala, da je tvoje pisanje v zadnjem času zelo drugačno, in seveda tudi sama opažam, da si se pomaknila mogoče iz družbene kritike, kot te pač bralci zdaj poznajo preko kontejnerja, v eno zelo intimno poetiko. Zdaj bova se kaj več pogovarjali o tem, bi te pa lepo prosila, če podeliš z nami nekaj pesmi, toliko, da imamo pač eno izhodišče, iz katerega potem lahko štartamo naprej. Tako da izvoli. Hvala, seveda. Izbrala sem 5 pesmi, ki so bolj vodnate, torej imajo neke skupne motive. Reka. Na novo zapisati kraj, mu dati znamko in ga poslati po pošti. Pravnim lastnikom ne popustiti, se obnašati kot reka in nanj nalagati lastno kamenje, kamenčke, pesek in pesek, ki ga bo enkrat odneslo, in bazen, ki ga odnašajo robovi. Biti veliko vode, se odmetavati v raznih akvarijih in nanje narisati črke, na novo napisati kraj, mu dati ime, ga izbrisati in pustiti, da teče. Vedeti, da kamenje odnaša, tudi kamenje. Vedeti, da tak kraj ne more nikamor iti. Veslanje prvič. To, da ne znava skupaj voziti kanuja, bi lahko bil slab znak. Lahko bi se med nama naselil tiger in bi morala tako živeti, dokler naj ne bi nekje naplavilo na obalo in bi našli tigra in 2 kričeči pošasti. Čez naju bi lahko letele ribe in izbijale oči in usta in sebe, da bi se vse pomešalo in bi nekje neka riba plavala s tvojim pogledom. In kiti bi se lahko dvignili v otoke, in plima in oseka bi postali Scila in Karibda. In kdo bi štel dneve? To, da ne znava skupaj voziti kanuja, bi naj lahko prineslo na Ljudožerski otok. Zato nehava veslati. In morje se počasi spremeni v jezero. Veslanje drugič. To, da sva se sposobna peljati na ogromnem železnem čolnu po odcvetelih lokvanjih, je znak, da bo poletja konec. Dviga se veter in žabe tekmujejo z grmenjem v daljavi, kričijo drevesa, ko se krčijo vse manjše pomladi, rib pa sploh ni na spregled. Praviš, da divja,
Rečem, da se listja sploh ne vidi, tako hitro je. Z lopatami za sneg počasi veslava dalje. Veva, da nam bo uspelo še pred nevihto in bo pomol čisto tak, kot sva ga pustila. Rečeš, da se ogromni železni čoln imenuje komp ali kump, odvisno kako glasno se moraš pogovarjati in kako dobro te drugi sliši. Ribe se medtem prikažejo v obliki mehurčkov na vodi. Opazujeva črte in jim naivno slediva stran od pomola. Veslanje, epilog. Veslanje nima toliko opraviti z močjo kot usklajenostjo. Z lopato za sneg nalagaš ribe v vedro. Na dnu čolna je še nekaj vode, kot mana ali poslednja galaksija za štoparje. Večje ribe praviloma živijo dlje od manjših in midva so ogromno zvezdje. Ko poči, se raztopiva. Se zaletiva v pomol in se z verigo priveževa na zadnji ostanek kopnega. Z lopato naložiš vse ribe v vedro, plavajo v krogih in se grizejo za repe. Če bi jih gledal zelo daleč, ne bi bilo razlike med črno luknjo in njihovimi očesi, velikimi in nedokončanimi. Odločiva se, da greva jutri znova. Veslanje je potrpežljivost in vztrajnost. Nove ribe bodo čakale v istih pasteh. Noetova barka. Opa. Ja, oprosti. Lahko tudi končam. Ja, nikakor. Zadnja. Noetova barka. Dodala sem citat Dimitrisa Angelisa, ki pravi: jaz sem negativ snega in ti si dežela nije. Skupaj sva dva komolca, ki se odrivata, ali čuvaja, ki se nikoli ne naveličata igre, kdo bo koga, zasačil pri predolgem vžikanju. Kot kratkulja, ki kljuvata isto jajce, ne da bi vedela, da je jajce njuno. Kot neskončna kvadrata neskončnih kotov, skupaj se vrtiva, oddaljujeva, širiva, pritiskava na materijo, ki je ostala od vesoljnega potopa. In skupaj delava jarke, kilometre dolge in hodiva po puščavi, ne da bi poznala poti zvezd. Kot kenguruja ujeta v lastni vreči. Se ne ozirava, ne govoriva o mitu o Oidipu. In čebele so čisto enako pomembne. Se ne zmeniva za morje vmes ali cele države pozabljenih prebivalcev. Se udariva z glavami, kot rogača vztrajava. Se trkava, se spet oddaljiva. Kako daleč lahko greva, da ne bo pričelo boleti? Greva zelo daleč, se nekaj premakne, stopiva na vzmet, poči, naj jo stisne v nov vesoljni potop. Hvala, Helena. Se opravičujem, da sem te zmotila, ampak nekako mi je tisti epilog čisto sem mislila, ok, to je zdaj zadnja, nekaj reči. Ja, mogoče sem jih narobe premestila. Ja, ni problema. Ja, zdaj, pesmi mene osebno vsekakor zelo, zelo ne govorijo. Dejansko so polne vode, tako bi jih označila. In ne vem, nekako pesmi, ki nosijo vodo, so nam zelo blizu, nekako nas ne morejo pustiti hladnih. Odkot ta voda in zakaj misliš, da je tako, da je ta voda tak, da je to en simbol, ki se nikoli ne more izprazniti? Jaz sem doma iz Štajerske in tam, mislim, tu ni tako dosti vode, no. Ko pa sem spoznala Denisa, ki živi v Prekmurju, sem se v bistvu srečala z ljudmi, nisem navezana na svoj pokrajin v smislu, ne vem, da bi pogrešala gričevje ali vinograde, pač karkoli. Tisti del pa se mi zdi res zelo zaznamovan s svojim okoljem.
In kakorkoli so sedaj odmaknjeni od Mure, še vedno se čuti vse posod. To se mi je zdelo pač zelo očitno, no. In dlje časa, ko sem bila tam, bolj sem spoznavala, da te to res zaznamuje, ko si blizu reke. No, takrat sem seveda postala precej... Ta motiv reke se me precej držal, no. Nisem se ga mogla znebiti. Bil je vse posod. In potem, ko sem spoznala reko, sem pričela opažati, so se me bolj dotaknile tudi ostale vode, torej katerokoli jezero, ki sem ga obiskala, morje, pač vse, kar je približno tekoče, se mi je zdelo veliko bolj zanimivo. In z tega časa so recimo tudi te pesmi. To so pač, ne vem, pred 2 let, ko se me je to tako zelo dotaknilo, sicer še vedno nastajajo. Ja, zakaj pa je voda na splošno tako zanimiva, pa ne vem. Ampak rekla bi, da pač ljudje, ki živijo ob vodi, tudi ljudje, ki živijo ob morju, recimo, ne, so zelo zaznamovani s tem. In se mi zdi, da tisti, ki ne živimo, nismo povezani tako s svojimi vodnimi viri, razen, ne vem, potoki, vodnjaki so tukaj, opazimo to potem drugi, ne, njim pa se zdi to samoumevno. Ja, saj voda je pri nas, kaj pa je to tako čudnega, ne? Ja, dejansko za Prekmurce itak vedno povezujejo z Muro. Itak tudi tradicijo ima Mura tudi v literarnih delih. Mislim, da vsaj polovica literarnih del je preplavljena z vodo. Tako da očitno potem nekaj bo na tem, da bi se zdaj mi izbrali Muro, ker pač je to nekako že standardizirano, ampak očitno, kot praviš ti sama, ki pač nisi bila prej tako povezana, da te preprosto pač, ne vem, se te tako dotakne, da ne moreš pač ven iz tega, ne. Tako da si zdaj nekako tudi potrdila ta mit. In se včasih tudi mi samo sprašujemo in nas mogoče drugi čudno gledajo, kaj je zdaj s to Muro, ampak ja, kot praviš, moraš doživeti verjetno to življenje tik ob enem drugem ekosistemu, da pač dejansko razumeš to potem, ne. No, zdaj, ko si tudi omenila Denisa, zdaj mogoče za tiste poslušalce, ki pač ne vedo, koga misliš, gre za Denisa Škofiča, tudi pač dokaj mlad ampak tudi dokaj že uveljavljen. Dokaj pravim, ker sva si midva tudi bliže po generaciji. On je tudi že uveljavljen prekmurski pesnik. No, pa te bom zdaj vprašala ne toliko kot neko intimno vprašanje, ampak bolj v smislu tebe kot pesnice. Kako je živeti z pesnikom, ne pač kot ženska, ampak mogoče kot pesniški subjekt, in celo z nekom, ki recimo že ima zelo izgrajeno osebno poetiko. Ne vem, se kdaj bojiš, da se boš mogoče, ne vem, sama preplavila z to poetiko in se zgubila, ali mogoče uspešno pri sebi, ne vem, ta neki svoj pesniški jaz rešuješ, ali je mogoče težje ti pisati, ker ga moraš reševati. To me res zanima, kako je. Ja, ne vem še čisto. Ja, definitivno se mi ni uspelo izogniti njegovi poetiki, ne, kot je zelo, zelo očitno.
če se bojim, da me bo preplavil, ja, definitivno pač to je vedno, saj ni to samo na pesniškem področju, tudi na osebnem, ne, so odnosi vedno nek tak strah pred tem, da te bo oseba drugega pač pogoltnila ali, ne vem, pač spremenila, kakorkoli. Na pesniškem področju pa se pač to vidi, ne, ko sam pišeš. In ne morem zanikati, da v moji poeziji pač ni vpliva njegove poezije. Sem pa se to že spraševala, če je to res vpliv njegove poezije kot poezije ali kot to, da se pogovarjava veliko, da obiskujeva iste kraje, da sva ogromno v naravi, da premišljujeva v naravi. In sem se potem odločila, da nisem ogrožena, no. Počutim se ogrožena iz tega vidika, tudi ne iz tega vidika, da on ima že res zelo, zelo jasno poetiko, ki gre v neko smer, jaz pa recimo še ne. Sem še nekje tako, ne vem, ne, saj sem že prišla do neke točke, ampak vem, da se še bo to zelo spremenilo. Ampak mislim, da ravno zato, ker sem prišla do neke take točke, ko vem, kaj bi jaz tudi sama rada počela, in se še spomnim tudi od prej, ne, kaj sem želela početi, preden sem spoznala Denisa, da upam, da mi bo to uspelo, ne. Saj, ne vem, tudi pri teh pesmih, ki sem jih zdaj prebrala, ne, to so ribe, v drugih pesmih so ptice, so gozdovi, torej z nekimi motivi, ki so pač značilno Denisovi, ampak se trudim, da jih nekako preoblikujem po svoje. Na tisti točki, ko se odločiš, da si lastna oseba v odnosu, potem tudi tvoj pesniški jaz ni ogrožen. Se mi zdi, da je to zelo, zelo povezano, da se počutiš celega kot sam pesnik, pesnica, ne, da veš, kaj želiš, da potem gre. In to sem zdaj tako povedala, kot da je to neka huda bitka med nama. Ni. Mislim, da se vseeno so prišla do točke, kjer se dopolnjujeva in si v bistvu pomagava drug drugemu. Saj, jaz ne vem, pač mogoče bi on zanikal to, ampak jaz tudi na njega vplivam, po moje. Zagotovo. Mislim, saj dejansko bitka, saj ni zdaj to bitka, itak, če si v zrelem odnosu, to ni bitka, ampak mogoče je pa ena simbolna bitka. Ker tudi recimo tvoja poezija ni zdaj samo vse harmonija. Okej, pač zrel človek stvari potem razreši, ne vem, si racionalizira, ampak vseeno, poezija ni racionalna, poezija je nekje na meji med razumom in pač nečim globjem, med simbolom. In simbol ima eno večjo moč kot pa recimo razum. In zdaj pri vama je tako, da po moje ne boste nikoli tudi izčrpala te vode, zato ker imate tudi zelo metaforično poezijo. Ker recimo metafora oziroma močna metaforičnost nam omogoča, da dejansko en simbol lahko uporabimo v nedogled. Se pravi, kot se mi razvijamo, se razvija z nami tudi simbol. Tako da po moje je tvoja skrb odveč. Če sem takoj potolažila. Ja, se strinjam, ker pač ta metaforika, simbolika, ki pa ti nosiš sam, je pa samo tvoja, ne. Tudi če skozi pisanje prevzemaš, saj ne samo pač partnerjeve poetike, ampak pač karkoli bereš, ne, če imaš tisto, ne vem, da ne bom preveč patetično zvenela, tisto nekaj v sebi, kar lahko pač daš skozi poezijo, potem bo tvoje. Pač ne moreš, ne, karkoli obesiš okrog, ne. In dokler veš, kaj to je, ne, da se zavedaš tega,
da ne izgubljaš te svoje lastne simbolike in metaforike, ki te pač vodi skozi pisanje, potem res bi moralo iti, no. Ja, ja. Ne, ampak vi imate še dodano vrednost. Recimo, ne vem, včasih mi tudi zveni tvoja poezija kot en odgovor, ampak kot tisti močan odgovor, kljubujoč. Tako da, ne vem, mogoče bi rada kdaj prebrala eno zbirko, ko jo boste skupaj napisala. To bi bilo zanimivo, po moje. Ja. Zelo malo je takih mogoče osebnih in profesionalnih navez, ki so v končni fazi potem res ustvarjalne za vse. Ampak dobro, poznamo pa tudi mnogo pesniških parov, kjer ne vem, mogoče ni bilo tako plodno potem na koncu vse skupaj, ne. Ampak dobro, pustimo zdaj to ob strani, to je bilo pač eno tako malo vprašanje, ki bi mogoče res nam malo razširilo to problematiko tega pesniškega subjekta, okoli katerega se vedno vrtimo. Zdaj za ta prvi sklop pred naslednjim branjem bi te pa mogoče še vprašala, ti si tudi filozofinja. Koliko recimo je tudi filozofija vplivala na tvojo recimo to pesniško, kako bi rekla, na tvoj pesniški mogoče naklon, ker so pač pesmi so tudi zelo bivanjske, zelo simbolne. Ne vem, ali se kdaj čutiš, da je bilo tudi to eno močno gonilo tega, kar te zanima? Ja, definitivno. V bistvu zelo. Jaz sem začela bolj aktivno pisati, ravno ko sem začela študirati filozofijo in slovenščino. In mislim, da je bila filozofija celo večji zagon v pisanje kot pa slovenščina. Ker ti da temo, da ti neke različne perspektive. Jaz sem sicer študirala torej analitično filozofijo, za katero vsi trdijo, da je bližje matematiki in logiki kot pa literaturi. In se vsem zelo čudno, zakaj pač sem se odločila za mariborsko analitično filozofijo, ne pa ljubljanske recimo, ne, ki je bližje literaturi, vsaj tako zdaj tako okvirno rečeno. Ampak mi je bila logika in nek tako strukturirano razmišljanje vedno blizu in je zato filozofija mogoče vplivala tudi na vsebino mojih pesmi. Mogoče se sedaj več ne pozna tako, ampak imela sem neko obdobje, ker sem pisala izrecno filozofske pesmi, pa tudi na samo strukturo. Zelo veliko premišljujem o strukturi pesmi, ki jih pišem, in se mi zdi, da filozofija ti da nek tak način razmišljanja, da veš, da zdaj nekje začneš, nekaj se zgodi in potem nekje končaš in po možnosti je zadnjo sklepne. Ja, tako zelo racionalen vidik je to. In potem sem čisto zapadla v ta racionalni vidik poezije in potem sem seveda ugotovila, da to ne gre, ne. Kot si že omenila, pač filozofija, poezija ne more biti samo in zgolj racionalna. In pač zdaj upam, da sem našla nekje nek balans med tema dvema vidikoma, čustvenim, simbolnim, metaforičnim in pa filozofskim. Pač trudim se obdržati tudi filozofskega, vsaj nekje, pač kot neka ideja, kot karkoli, ker se mi zdi, da zmeraj so trdili, da analitični filozofi pa poezija to ne gre skupaj in da ali si je nekaj ali si drugo in ne moreš razumeti obeh konceptov razmišljanja. In jaz poskušam to, ne, kontrirati temu, da gre, da si lahko logik, da si lahko racionalnež, pa kljub temu znaš potem preklopiti v ta poetični svet in da se da nekaj tega racionalnega, logičnega, karkoli uporabiti pri pisanju. Da je to lahko prednost, ne pa slabost. Tako da ja, dosti sem razmišljala o tem filozofskem in metaforičnem delu mojega pisanja in ves čas se trudim pač združevati oboje. Ker se mi zdi, da je to tudi
upam, da bo nekoč lahko to moja prednost, ker lahko poznamo pač tiste bolj filozofske pesnike, bolj esejistične, karkoli, in potem tiste bolj metaforične, jaz pa poskušam najti neko srednjo pot, recimo temu. Ja, zdaj, ko že to omenjaš, recimo tudi to matematično, ta vidik, recimo strukture, ne vem, če veš, da tudi Gregor Strniša, ki je pač tudi zelo metaforičen pesnik, je tudi sam svoje pesmi gradil na ta način, da jih je dejansko čisto potem na koncu matematično, nekako strukturo je postavil že matematično natančno in je potem znotraj te strukture je pač potem gradil, ne, verjetno, saj konec koncev tudi za kip postaviš najprej neko shemo in potem delaš detajle, ne. Tako da dejansko je to zelo dobro vprašanje same strukture pesmi oziroma njene notranje zasnove, oziroma kaj sploh je pesem sama po sebi. Se pravi, koliko je zdaj pomembno, da je dejansko, da ni kaotična, ne. In kaj je pravzaprav njena notranja struktura, saj zunanja se vidi, zunanja je recimo, okej, rima, ritem, dobro, to je zunanja, ampak obstaja pa še ena notranja struktura, ki pa je ne vidimo, ampak meni se zdi boljše, če se je pesnik vseeno zaveda, ker to pomeni, da jo tudi obvladuje, če ona ne obvladuje njega, ne. Jaz se mi zdi, da res to zdam na to strukturo mogoče celo preveč in me res motijo tiste pesmi, ki se končajo nekje in ni pač, ki se zgubijo, mislim, saj vem, da to je tudi struktura, ne, da se izgubiš nekje, da je konec, da je, ali pa, ne vem, nek nejasen začetek, karkoli, ampak ja, sem pristaš neke harmonične notranje strukture, no. Ja, saj dokler iščeš, lahko ustvarjaš. Verjetno je tak, ne. Ja. Helena, zdaj bi te pa lepo prosila še za tvoj drugi sklop branja. Vidimo, da niso vse vodne pesmi. Ne, zdaj sem izbrala nevodne. Zgodba o iskanju vasi. Na okna smo namestili črne mreže, da bi svetloba padala v kockah in bi se oblaki ob vstopu razkadili v jutro. Para iz kadi se bo v urejenih pramenih vila na dvorišča in sosedi bodo vedeli, da smo premislili vsako podrobnost. Živali se bodo zdrznile ob urejenosti, kako je zunaj in znotraj za lahno pregrado misli. Okna se bodo nasmihala ob čutku varnosti, vrata si bodo oddahnila ob manjši teži odgovornosti in dimnik bo zadihal s vsemi cevmi. Hiša bo lagoma zdrsnila v poletni spanec. Ko se za nekaj dni odpravimo od doma, ob vrnitvi komaj prepoznamo vas. Namesto hiš najdemo majhne črne škatle, polne nenavadnih senc. Zgodba o potomcih. Nekateri ptiči bodo izumrli. Ko se postopoma seliš v nov prostor, najprej prineseš mehka oblačila. Izbereš si kot, kamor odlagaš lase in veje, ki jih nosiš s prehodov. Ptiči na Antarktiki tako gradijo domove. Bistvo je ne popustiti vetru in odleteti čim hitreje, se vrniti in nahraniti mladiča. Nekateri ptiči imajo enega potomca na 2 leti. Tvoji lasje se sprejemajo v klobčiče, kot sova jih bljuvaš in spet pogoltneš, jih prelagaš na vse konce telesa, da gozdove v tebi prerašča puhasto ivje. Nekateri ptiči poznajo le gnezda in se trdno primeš, ko zapiha najmočneje. Če padeš, se ne boš prepoznala. Nekateri ptiči imajo mladiče vsaki 2 leti. In ko odletijo, jih prepoznajo zgolj po vzorcu vej svojega gnezda. Nekateri ptiči bodo izumrli. O lasišču.
Najbolj žalostno je, ko ne moreš določiti odtenka lastnih las, ker ti izginjajo skozi odtoke in se puščajo na tujih glavnikih. Včasih se najdeš kosilo med solato ali palačinko, da se vlečeš skozi pogovore o umrlih sosedih, njihovih sorodnikih v Kanadi in kdo bo podedoval staro jablano. Potem ne najdeš začetka, se vlečeš iz ene strani v drugo in je bolj hrapavo in v drugo smer je bolj tekoče. In to ne pove veliko o samem nastanku korenin. Tam si vedno bolj mastna, kot bi si poskušala olajšati pot med ostala drevesa, ki so trdna in mogočna in nikoli ne izgubijo iglic. Če se šteješ, te je vedno manj kot na začetku, četudi so tvoji otroci kodrasti in mehki kot pregneteno testo. Najbolj žalostno je, ko se izgubljaš med tujimi prsti. Takrat začutiš svojo krhko strukturo in včasih te niti kita ne more obdržati na mestu. Za konec še 2 pesmi iz projekta Poezija na mestnih ulicah, kjer sem letos sodelovala. Ena pesem je kot moja iz arhiva, druga pa je bila napisana na ilustracijo. Negotov občutek, ko so nekateri dežniki odprti, drugi ne. Kapljice so lahko tudi tiste z dreves ali plaht pred zaprtimi trgovinami. Luž, ki nosi oznake, se ne vidi točno. Vsako stopalo jih rahlo zalovi, kot bi želelo poravnati odejo, da črno ostane spodaj, čeprav se ve, kako hitro se tema lepi na medprstje. Potem hitro pomikanje pod ozka zatočišča, tekmovanje, kateri se bo prej izognil dilemi, ostal suh in nedotaknjen. Spet, strmenje v nebo, ko pogledu zmanjkuje cestne razsvetljave. Iskanje sogovornika, ki ve, mrzlično merjenje razdalje ali preprost prestop, čakanje na dokončno odločitev. Ko končno zapreš dežnik, prične padati. Breza. Ko lahko povem nekaj o sebi, povem, da zraste do 25 metrov. Listi so nazobčani in človeški toliko, kot so inicialke na višini 1 do 2 metrov. Klopi niso del njenega ekosistema, čeprav korenine sežejo skozi park pod ograjo do asfalta, kjer naredijo majhno izboklino. Ima krila, ki jih vztrajno pošilja v zemljo, in voh, ki lahko zazna barvo zime. Nedaleč stran dež tiho prehaja v sneg. Pripravim se na iskanje novega prebivališča. Povem, da gori z modrim plamenom. Helena, hvala še za tale tvoj drugi sklop. Mislim, da bi midve lahko še kar debatirali na to temo strukture, metafore, tvoje poetike, ampak bova mogoče ta poglobljeni del zdaj na tem mestu zaključili. Morda se še kdaj srečava v živo na kakšnem literarnem večeru, lahko nadaljujeva potem v tej smeri. Jaz se tudi vsekakor veselim tvoje naslednje pesniške zbirke. Z veseljem, velikim veseljem bi jo prebrala. Ne vem, mogoče veš, predvidevaš, načrtuješ, kdaj bi to bilo, kako, na kak način? Ja, jaz lahko načrtujem, ampak ni se odvisno od mene. Sedaj se mi zdi, da imam nek tak zaključen sklop pesmi, ki se sicer še sedaj dodajajo v zadnjem času, ampak recimo, da vse pesmi, ki so nastale recimo v zadnjem letu, 2 in pa ki sedaj nastajajo, so približno podobne, spadajo skupaj, se vrtijo okrog podobnih tematik. In sem že poskušala nekaj z sestavljanjem zbirke, torej kako točno bi to izgledalo. Sedaj pa pač poskušam, čakam, dodajam, premišljujem v tem času, če bo slučajno se ponudila možnost izdaje. Zdaj zaenkrat
morda nisem dovolj vztrajna oziroma dovolj tečna, ne vem, kaj naj rečem. Zdi se mi namreč, da če bo komu knjiga všeč, če bo kdo našel nek lasten interes v njej, bom zelo vesela, če bo išla, če pa ne bo, pa pač ne bo. Pa bom med tem ustvarjala kaj drugega, se bo zgodilo kaj drugega. Vsekakor pa ne bom knjige silila v svet. Če se bo pojavila, se bo pojavila. Pojavila se bo v pravem času v vsakem primeru. Ne mudi se mi. Mogoče boš lahko prebrala, ne vem, ne morem pa obljubiti. Ja, dobro, če v par letih ne dobim na mizo v knjižni obliki, ti jo jaz natisnem na domači računalnik. Malo heca, jaz verjamem, da je za vse pravi čas in da sigurno zagotovo pač bo tudi tvoja knjiga med nami, takrat, ko ji bo namenjena. Jaz ti želim res vso srečo, sicer dobro, vemo, da v slovenskem založniškem prostoru pač tvoje pričakovanje zdi mogoče malo optimistično, ker dostikrat je pač odvisno bolj od kakega viskija, ki prineseš ga uredniku, ali pa od tega, s kom se poznaš. Zdaj midve sva pa mogoče malo preveč, ne vem, nežni duši. Vljudni. Vljudni, ja, vljudni. Ampak verjamem pa, da je res, da ko knjiga pride z čistimi nameni ven, da je pa takrat njen čas in da pač za tvojo knjigo verjamem, da pač bo prišla po tej čisti poti, brez viskija. V glavnem, malo smo predstavili pač tebe kot pesnico, tvojo poezijo, tvoj način, kako pristopaš do sveta in do ustvarjanja. Zdaj prej si omenila glede pesmi Z dežniki poezijo na mestnih ulicah. Vem pa tudi, da tudi sodeluješ pač pri več različnih projektih, recimo kot je ta poezija na mestnih ulicah, in pač tudi vem, da si ena izmed mogoče tistih bolj, ne vem, prikritih akterjev pri Slam zverinah. Pa bi te mogoče zdaj za konec še lepo poprosila, če nam ta dva projekta malo predstaviš. Jaz jo sicer poznam, ampak toliko pač, da naši poslušalci morda slišijo, kaj se pa dogaja v Mariboru na pesniški sceni in mogoče, če kdo dobi kako idejo, da bi mogoče to prenesel tudi na prekmurski prostor, ker nam tega primanjkuje. Tako da, lepo prosim, če malo samo okvirno poveš, za kaj gre. Če začnem pri Slam zverinah. Slam zverine so društvo, mariborsko društvo, ki ga je ustanovila Nina Medved. Ne vem, koliko članov ima pa kar nekaj stalnih članov, ki organizirajo mesečno slam dogodke z naslovom Oživljeni jezik. Ti so se do pač koronskih časov odvijali v živo v Veterinjskem dvoru. Torej, namen dogodka je bilo predstaviti in povabiti ljudi k slam poeziji. Slam poezija je torej poezija, ki se interpretira po možnosti na pamet, doživeto, na način, da poskušaš čim bolj pritegniti in priključiti publiko. Jaz sem pa na teh dogodkih sodelovala kot pomočnica v bistvu. Intervjuvala sem goste. Vsak dogodek ima, no sedaj še zmeraj potekajo na spletu. Mislim, da bodo februarja se začeli ponovno. Intervjuvala sem pesniške goste in pa imeli smo tudi nekaj prozaistov, ki so se predstavili na teh dogodkih, predstavili nekaj svojega dela in na tak način poskušali pač približati slovensko literarno sceno gledalcem torej, ne. In pač zdaj je res škoda, da ti dogodki ne potekajo več v živo, ker so zmeraj ustvarili odlično vzdušje, zmeraj je bilo ogromno ljudi. Ustvarila se je neka skupina ljudi, ki je redno nastopala na teh slam dogodkih.
in tako razvijala svojo poezijo. Kasneje so pritegnili tudi literarne delavnice, torej da se je pač res nekaj dogajalo. Ja, upam, da se bo to nadaljevalo kmalu v živo, sicer pa zdaj lahko to spremljate na Facebooku. Če poiščete Slam zverine, boste zagotovo našli vse potrebne informacije. Poezija na mestnih ulicah pa je že dolgoleten projekt v Mariboru. Vsako leto povabijo nekaj pesnikov, ki jih potem skupaj na plakatih predstavijo po Mariboru. Letos sem bila povabljena tudi jaz. Je pa letos projekt v bistvu potekal malo drugače. Pesniki, ki smo bili povabljeni, smo poslali nekaj svojih pesmi. Eno od teh so potem izbrali za moj plakat. Za ta plakat je potem ilustrirala ilustratorka, ki je prejela mojo pesem. Jaz sem v zameno dobila njeno ilustracijo in potem napisala svojo pesem na njeno ilustracijo. Na tak način so nastali res čudoviti plakati. Spet malo na žalost, ravno v teh koronskih časih, ko nismo smeli čez občine, ampak mislim, da bodo kmalu tudi v spletnem arhivu. V bistvu dogodek je bil kar precej odmeven, zagotovo lahko najdete kak članek o tem. Ja, je pa to res odličen način. Spet, recimo, ta skupna točka teh dveh projektov je, da poskušata približati poezijo neki širši publiki, torej slam predvsem mladim, ki so se res navdušili nad to idejo, in pa potem pač poezija na mestnih ulicah, kjer lahko pač vsak mimoidoč prebere nekaj poezije. Mislim, da Maribor v zadnjem času res dobiva tako lepo kulturno podobo na literarnem področju, ker se vedno več ljudi trudi organizirati neke dogodke, pripravljati projekte. Celotna skupina ljudi, ki se za to trudi, je izjemno prijazna in kdorkoli bi se rad pridružil, kdorkoli ima kakšno idejo, so vedno dobrodošli, no. Za Mursko Soboto pa mislim, da res ne bi bil problem, če se po teh čudnih časih oglasite kaj v Mariboru, recimo, in potem se organizira kak dogodek tudi v Murski Soboti. Ja, to je bila tudi moja misel zdaj na koncu, da bi mogoče po teh čudnih časih malo oživili tudi tiste nečudne čase, no, ki prihajajo, upajmo. Zdaj, ko smo že pri teh čudnih časih, pa še mogoče zaključno vprašanje, nekako se ne moreva oziroma ne morem izogniti pač temu, da te mogoče vprašam, kako se ti zdi, da bo ta čas, ki je za nami, kot neka travma naša, kot travma vsake generacije vplival mogoče tudi na eno literarno zgodovino oziroma na literaturo. Ne vem, kakšen je tvoj občutek? Jaz mislim, da zagotovo bo. Bila sem na enem, kdaj je bilo to? Mislim, da je zgodaj jeseni, je imela Veronika Simoniti literarni večer v Mariboru. Govorila je o svojem zadnjem romanu, torej Ivana pred morjem. In mislim, da je bilo vprašanje za njo, če bo kmalu nastal nov roman, novo delo, kaj pač počne, in na kak način se to dogaja. In je rekla, da se ji zdaj zdi čudno napisati, da bi nekdo vstopil v nek javni prostor, ne da bi si razkužil roke. Da to že prihaja v našo zavest, da recimo, tudi ko gledamo zdaj filme ali pa serije, mislim, meni osebno se zdi že tako, wow, kaj pa ti ljudje počnejo, ne vem, koliko ljudi je v enem zaprtem prostoru, nihče ne nosi mask, nihče si ne razkužuje rok, kako je to sploh mogoče. Se mi zdi, da smo se tako zelo hitro prilagodili pač vsem tem razmeram, da je to res neverjetno in da bo to ostalo. Vsaj kar nekaj literarnih natečajev je že nastajalo na to temo, ne. Pesmi v samoizolaciji,
In že v teh pesmih se je poznalo, da ljudje smo ne samo začeli ceniti druge stvari, neko drugo perspektivo smo dobili na življenje, na bivanje, na skupnost, kaj to sploh je skupnost. Kaj je to, če si sam, ne? Ogromno ljudi je zdaj samih in to ne bo pustilo samo nekih čustvenih, duševnih posledic, ampak na celotni skupnosti. Mislim, da lahko naslednje leto pričakujemo kar veliko literarnih del, odlomkov, pesmi, ki bodo nek odmev tega. No, pa seveda tudi družbene kritike, saj temu se ne moramo izogniti, ne, v skladu s tem, da bo nek odziv glede aktualnega družbenega dogajanja, ne samo tega čisto striktno COVID-19 dogajanja. Ja, tako mislim tudi sama. Saj bomo videli. Je pa dobro, pisanje je ena taka individualna dejavnost, tako da mogoče pesniki v karanteni nismo tako zelo oškodovani za svoje delo, kot pa na primer, ne vem, plesalci ali pa dramski igralci. Sicer tudi seveda potrebujemo stanovsko druženje, ampak očitno gre pač tudi preko spleta, glede na to, da sva uspeli nekako zaokrožiti en kar fajn pogovor, čeprav na začetku me je malo skrbelo, kako umanjka pač potem tista živost oziroma tista ena fizična izkušnja prisotnosti. Ampak mislim, da nekako sva uspeli se dotakniti enih tem, kar uspešno. Tako da, Helena, za konec bi še rada kaj povedala. Hvala za povabilo. Se mi zdi, da zdaj vsa ta virtualna druženja, kakorkoli niso enaka živim, so res dragocena v tem času, no. Sploh ljudje, ki nimajo možnosti se z nekom pogovarjati o kulturi, literaturi, je to res odlična priložnost. Ja, tako da dobro, da je to prišlo zdaj, ko imamo tehnologijo, ne, po eni strani, ne, to je že moralo priti. Ja, tako da. Helena, jaz ti želim vse dobro, najlepša hvala, da si si vzela čas, da si se podružila z mano, da si nam predstavila svoje delo, svoje novo delo in seveda nam iskreno povedala par stvari. Tudi meni so dale vmes zamisliti in sem tudi zelo vesela, da sva se malo bolje spoznali. Tako da se pa upam tudi še kdaj vidiva seveda v živo. Tako da hvala ti pa seveda veliko uspeha na vseh področjih. Hvala. Vam, dragi gledalci oziroma poslušalci, pa zdaj za vprašanja publike pač žal trenutno žal niso na voljo. Vas pa vabim, da mogoče pod povezavo, če imate karkoli, nama napišete v komentarju, bova pogledali, pa če bo kaj takega, lahko tudi odgovoriva, ali vprašanje za Heleno, ali vprašanje zame, ali za naju, kakorkoli lahko komuniciramo še naprej. Na Facebook strani Mladinskega informativnega in kulturnega kluba, se pravi tam, kjer ste zdaj si ogledali tole povezavo. Bi vas pa tudi povabila na naslednjo oddajo Splet besed, ki bo v sredo 6. januarja ob isti uri, se pravi, to je čez 2 tedna, ko bo z nami pisatelj Aleš Rokuša, Aleksijo, prekmurski pisec, ki je ravno kar pred kratkim izdal prvenec in bo seveda tudi z njim verjetno tako zanimiv pogovor o njegovem delu in seveda o še marsičem drugem. Tako da vabljeni in pa seveda hvala, da ste se nam danes pridružili in naju s Heleno poslušali. Tako da hvala in ostanite zdravi, pa se vidimo. Nasvidenje.